Za nas, ki pa gledamo na zadeve od znotraj, pa je bila podelitev tega odlikovanja človeku osebi, ki predstavlja simbol kršenja človekovih pravic. Za več kot 100.000 individualnih članov nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic in za veliko večino slovenske javnosti, ki se je opredelila za demokratične spremembe in osamosvojitev v obdobju slovenske pomladi pred 20 leti. Skratka, za nas podelitev tega odlikovanja predstavlja zgolj piko na i, oziroma nek dogodek, ki predstavlja logično zaporedje dogajanju v zadnjem letu dni. To dogajanje se je začelo z aroganco ob začetku mandata te koalicije, ki je koalicija najprej ponudila, potem pa zavrnila sodelovanje v partnerstvu za razvoj. Potem je sledilo preglasovanje pri številnih pomembnih odločitvah, za katere je v preteklosti veljalo, naj se ne bi sprejemale z preglasovanjem. Potem smo doživeli soliranje pri arbitražnem sporazumu, zaradi katerega bomo čutili notranje in zunanje posledice, če bo uveljavljen. V slovenskem glavnem mestu smo dobili ulico, ki se je poimenovala, ki so jo poimenovali predstavniki iste politične opcije, ki je na oblasti tudi na državnem nivoju. Po vodi totalitarnega komunističnega režima, kar je za vse tiste, ki realno gledajo na situacijo znotraj in še posebej za tiste, ki na Sloveniji gledajo zunaj, nesporno dejstvo. In je to edini tak primer v celotni Evropi. Doživeli smo tudi v začetku mandata, delamo že prej, nameščanje nekdanjih izpostavljenih pripadnikov tajne politične policije oziroma UDBE v različna ministrstva, celo ministrstvo za finance, v urad predsednika republike, kar je tudi edinstven oziroma unikaten primer v Evropi. Naša oblast je tudi podelila soglasje k imenovanju Zugajeva za ambasadorja Ruske federacije v Sloveniji, kar bi se zelo težko zgodilo v katerikoli drugi državi članici Evropske unije. Ni slučajno, da je Ruska federacija poslala človeka z dvomljivim dosijem z področja spoštovanja človekovih pravic ravno v Slovenijo. To se je zgodilo sicer prej, preden je predsednik države podelil odlikovanje nekomu, ki predstavlja enak simbol kot Zugajev v Ruski federaciji. V Sloveniji je pa to zelo zanimiv slučaj. In se na koncu je prišlo do tega dejanja podelitve državnega odlikovanja nekomu, ki je imel določeno vlogo v akciji Sever. In ta akcija Sever je bila eno od pomembnih dejanj v času, preden se je dokončno izoblikovalo neko soglasje ali pa večinsko soglasje v Sloveniji, da gremo v osamosvojitev in svobodne volitve, vendar pa bi za tisto akcijo, državno odlikovanje, zaslužila bodi si takratna slovenska milica, bodi si veteransko združenje Sever v celoti kot institucija, ki se je tudi poimenovalo po tej akciji. Čeprav je slovenska policija precej več in bolj pomembnih dejanj oziroma prispevkov po slovenski osamosvojitvi naredila v času, ko je bila Slovenija na največji preizkušnji in ko je bila dejansko napadena, ker v času akcije Sever pač je bil miting preprečen. Kakorkoli bilo je veliko drugih možnosti, da se Slovenija oddolži spominu na to akcijo v 10. obletnici. Tak, ki je bil izbran, je pravzaprav najbolj škodljiv tudi za same udeležence tiste akcije. Po mnenju Slovenske demokratske stranke je predsednik republike z odlikovanjem
osebi, ki predstavlja simbol kršenja človekovih pravic, prekoračil Rubikon. Njegova poteza bo imela dolgoročne negativne posledice za Slovenijo. V Slovenski demokratski stranki obžalujemo, da potem, ko je bil predsednik pozvan, da spremeni odločitev, tega ni storil, ampak je cinično dejal, da je bila ta odločitev dobro premišljena. To njegovo dejanje predstavlja dejanje simbolnega zaničevanja človekovih pravic, predstavlja negativno sporočilo državljanom Slovenije in predvsem mladim generacijam in izdatno škodi mednarodnemu ugledu Slovenije. In to reakcije, ki so prišle iz Evrope, ne presenečajo. Ni namreč mogoče trditi, da je bilo kršenje človekovih pravic do leta 1990, ko je to počela UDBA in drugi represivni organi nekdanjega komunističnega režima, nekaj dobrega, po letu 1990 je pa to nekaj slabega. Človekove pravice so neodtuljive, njihovo spoštovanje je temeljna zaveza vseh, ki delajo v javnem prostoru. In predsednik republike je podelil državno odlikovanje osebi, ki je dokazljivo, obstaja podpisi, obstaja dokumenti, obstaja izjave, obstaja žrtve. Skratka, osebi, ki je dokazljivo kršila večino človekovih pravic, ki jih danes varuje drugo poglavje Ustave Republike Slovenije, konkretno členi od 14 do 65. In predsednik republike je s podelitvijo tega odlikovanja zaradi naštetih dejstev seveda neposredno kršil tudi Ustavo. In to dejanje zahteva resno razpravo v državnem zboru in tudi v vseh drugih institucijah, katerih naloga je varovanje človekovih pravic. Hvala.